Intuitivni navdih od 27. aprila do 3. maja. Bizarnost. Bizarnost je dejansko stanje, ko začutimo, da je nekaj resnično nesmiselno. In ta nesmisel se v bistvu stopnjuje v večjo norost in temu potem rečemo bizarnost. Nesmiselnost pa je treba pogledati iz različnih perspektiv. Za nekoga je nekaj nesmiselno, za drugega je nesmiselno nekaj drugega. Vendar, ko se te nesmisli nekako združijo v neko stopnjevanje nekega dejanja, seveda to eskalira v neko bizarnost, ki je resnično nedojemljiva. Vendar, zakaj se ta bizarnost dogaja? Ta bizarnost je v bistvu rezultat nekega neuravnovešenja in dejansko zahteva od akterjev, da to producirajo, da to nekako, da nadaljujejo s tem neuravnovešenim delovanjem. Kajti zapadli so v nek začaran krog, ki jim ne dopušča, da izstopijo ven. In ta začaran krog se veča in krepi s ponavljanjem, z ponovnim obratom tega kroga, z ponovnim potovanjem po tej krožnici kroga, začaranega kroga. Zato se reče, da se ta dejansko bizarnost stopnjuje. In lahko bi rekli, da to izgleda kot klobčič volne, v katerem ni prav lepo poravnana ta vrvica. Dejansko je tako na nek tak način nepravilen ustvarjena v ta klobčič in ta klobčič v bistvu sploh ni trden. V momentu, ko ga spustimo iz rok, ker v enem momentu še nadzorujemo ta klobčič bizarnosti, v drugem, ko ga spustimo iz rok, se začne ta struktura tega klobčica dejansko odvijati oziroma je v bistvu ni trdna, ni obvladljiva več, kaj ti začne se sproščati. In to je dejansko postane cel kaos teh bizarnosti in dejansko je težko, da iz tega nekako rezultira nekaj dobrega. In te bizarnosti, skrajnosti, nekako neugodne, nesmiselne aktivnosti se dogajajo na svetu v tem trenutku v največjem razmahu. In to je seveda posledica dolgoletnih nesmiselnosti, ki niso bile uravnovešene, ki se niso presvetlile, ki se niso ustavile, ki so se v bistvu dopuščale in zdaj so eskalirale v bizarnosti. Kako narediti bizarnosti konec, je seveda veliko vprašanje. Dejansko je potrebno isto enoto, količino svetlobe oziroma kontrastne energije pripeljati v to bizarnost. To pomeni, da je samo kontrastna, polarna energija v isti količini potrebna, da se združi z to energijo, da jo v bistvu izniči oziroma uravnovesi. To pomeni, če bi na začetku v majhno nesmiselnost dovedli kanček svetlobe in jo uravnovesili in preprečili v bistvu, da se to nadaljuje, bo sedaj treba v to bizarnost unesti veliko kontrastne pozitivne energije, da se ta bizarnost izniči oziroma da se uravnovesi. In to je naloga vseh svetlobnih delavcev oziroma vseh tistih, ki se ukvarjate s svetlobo v tem času, svetlobnimi praksami, vseh lightworkerjev v tem času, da usmeri vso
svetlobo preko sebe, iz izvora preko sebe v te bizarnosti. Na dnevni ravni, na tedenski ravni, z večkratnimi usmeritvami teh svetlob. In s tem se bo nekako nevtraliziralo, počasi nevtraliziralo, vendar se bo, kajti vedno na Zemlji obstaja neko ravnovesje. Če ne poskrbimo sami prebivalci za to ravnovesje, bo za to ravnovesje poskrbela Zemlja sama. Kakorkoli. In potrebno je, da dejansko delujemo v tej smeri. To je zelo pomemben napotek za celo leto, mogoče za obdobje več let. Toliko, vaši vodniki.